Sem se najedel. Super ste skuhali, punci. Zdaj bomo uživali pravo nedeljsko popoldne. Končno imamo malo časa. Lahko bi šli na sprehod. Jaz bi bil za lenuharjenje. Lahko bi se vlegli pred televizor. Ne, Atej, dolgočasili se pa danes ne bomo. Kaj, če bi se šli kakšno igro? Se res? Že dolgo se nismo igrali. Ampak bavhanje bi bilo tudi fajn. Atej, No, dobro. In katero igro bi se šli? igrali bomo. Človek ne jezi se. Ampak danes bom zmagal jaz. Boste videli? Ja, Atej, saj vemo. Ja, Atej, saj vemo. Mama, kakšno barvo želiš? Seveda zeleno, kot vedno. Ti, Atej, si ta rumeni. Jaz pa ta rdeča. Pridi, mama, začnimo. Kdo pa je zdaj tu? Zdaj pa res ne maram obiskov. Kdo pa je? O ne, stric Franc. Njegova žena Zofa. Vsako leto prilomastita v našo hišo in to vedno ob nedeljah. Potem moramo poslušati Frančeve kletvice in njegove neumne zgodbe, kot da bi to koga zanimalo. Poglej Zofo, zgleda kot spipana kura. Saj frizuro si bi lahko naštimala. Za hudiča. Le poglej si to družino. Kako visijo na oknu. Kot da bi komaj čakali na najino darilo. Upam, da v zavoju nekaj dragocenega. Ne, kaj pa misliš? Vaza kot vedno. Dobro. Presneto. Le poglej si tega froca. Kako nesramno se smeji. Kaj boš? Otrok pač ne znata vzgajati, saj veš? Vidiš ta zavoj? Gotovo je to vaza. Mislim, da že 10. Če bo vaza, jo bom postavil k ostalim, v garažo. Sta že tu, obnašajta se. Teta Zofa in stric Franc. Da vaju ni sram, že tako dolgo nista bila več pri nas. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Ja, teta Zofa, vedno mlajša zgledaš. Neverjetno. Stric Franc, dobro zgledaš. Presneto, ti žena nič ne kuha. Nobenih mišic, same kosti. Od lakote že ne bo umrl. Ti bi se pa tudi lahko malo bolj uštimala. Saj veš, da moški to radi vidijo. No, kar sedita. A ja, tu imaš darilo, da boste imeli vse kaj lepega v vaši hiši. Ja, pa saj ne bi bilo treba, saj veste, da ne. Presneto, seveda, da je treba. Za najno žlahto nama ni nič predrago. Za hudiča, da ne. Le odpri, pa boš videla. Joj, vaza, kako lepa vaza. Hvala, res hvala, najlepša hvala. Maja, odnesi to vazo, da se ne bo razbila. Jo naj postavim ko ostalim 10 v garažo? Maja. Maja, ne bodi nesramna. Na pomoč! Na pomoč, na pomoč, Maja! Kaj pa dela z vazo? V garažo sem jo hotel odnesti, k ostalim. Pa me je zagrabila in zdaj me ne spusti več. Mihec, bodi tiho. Hvala, Maja, da si me rešila te ljudožerske pošasti. Bolje, da jo kar ti odneseš v garažo. Saj sem hotela, ampak sta mi ati in mami takšno zabrusila, da mi še zdaj stojijo laski po konci. Kako pa to? To je dvojna morala. Kaj si morala? Kam bi morala? Zakaj si morala? Mihec, tebi šola pa res ne bi škodila. Rekla sem morala. Morala. Res ne razumem. Če rečeš to, delaš pa nekaj popolnoma drugega. Potem govorimo o dvojni morali.
če menjaš svoje mnenje kot kožuharjev Jože. Kakšen kožuharjev Jože. Veš, ta Jože ima 3 kože. Eno obleče, drugo sleče, tretjo pa za sabo vleče. Kaj pa to spet pomeni? Tako hitro kot svoje mnenje menja Jože tudi obleke. Veš, ta Jože pač nima hrbtenice. Zakaj pa to? Veš, vsem hoče biti všeč. Sej vsem ne moreš biti všeč. Hočeš videti? Seveda, zdaj in takoj. Potem me pa primi za roko in z mano skoči globoko v belo, zeleno, rdeči vrtinec. Jože ima 3 kože, prvo obleče, drugo sleče, tretjo pa za sabo vleče. Jože ima 3 kože, prvo obleče, drugo sleče, tretjo pa za sabo vleče. Jože ima 3 kože, prvo obleče, drugo sleče, tretjo pa za sabo vleče. Jože ima 3 kože, prvo obleče, drugo sleče, tretjo pa za sabo vleče. Jože ima 3 kože, prvo obleče, drugo sleče, tretjo pa za sabo vleče. Jože ima 3 kože. Drugič bomo srečali pravo mevžasto. Če le pogledaš, se že cmeri, joče in tuli. Res, oglejte si to pustolovščino. Ker, kot vsi veste, Mihec Mahec, Mihec Mahec. Majnaga!